Just Know je bil najnovejši singel Urške Majdič, ki je tukaj z menoj in ste si ga lahko pogledali. Pozdravljena, Urška. Živijo, pozdravljena. Torej, v bistvu je tole staro še ne en dan, še ne 24 ur, bilo je komaj objavljeno pred kratkim. Ja, to je čisto sveže, sicer mislim, sveže v smislu, da smo na sveže dali ven, ampak skladba je že napisana nekaj časa nazaj za film, oziroma najprej bila glasbena tema za film, iz katere smo potem sem naredila komad skupaj z ekipo, tako da ja, frišno. Govorimo torej o filmu Nekaj sladkega. Ja. Prejšnji teden je bil tukaj z nami Tin Vodopivec z igralcem in sta skupaj predstavila in smo si že pogledali trailer, da se slučajno ne pozabi, ga bomo tudi danes zavrteli. Jaz sem že ful neučakana tega filma, ampak ne samo, da si napisala glasbo, glavni soundtrack za ta film, napisala tudi si scenarij. Ja. In tudi sodelovala v samem filmu, tudi igrala. Ja. Kako je to vse skupaj potem se poklopilo? Si kdaj mislila, da boš ti dejansko kdaj tista, ki boš napisala scenarij, napisala melodijo, igrala v filmu? Si to že želela od malega ali je to pač kar tako so te odločitve pripeljale v življenju do tega? Po prvič povedano, si od malega želela že pisati, vse delati in kasneje tudi režirati. Tako da to še manjka, nisem še režirala. To je naslednja stvar. Ampak ja, v bistvu se je spontano odvijalo. S Tinom sem začela pisati scenarij in potem je vsak dodal nekaj. Jaz sem še spomnim, takrat sem še dojila in sem med dojenjem pisala. Potem je on dodal pač ima zelo dobro znanje o strukturi, tako da moram reči, da sem se tudi veliko naučila v zvezi s tem. Kar se tiče glasbe, sem si od nekdaj želela pisati glasbo za film in v bistvu tudi na tak način razmišljam in pišem glasbo v zgodbah. Tako da je bilo to zame najbolj naravno možno, v bistvu še bolj naravno, kot sem do zdaj pisala za v bistvu bolj pop, rock pesmi, ne. Za Billise, pa tudi za King Fu neko obdobje, pa tako v glavnem skozi sem pisala na ta način in zdaj je bilo to zelo naravno, da se odvija kot zgodba, tako da bi vsekakor to delala še naprej. Lahko rečeš, da si zadnja leta posvetila torej materinstvu novi vlogi in pa potem celoti temu filmu, ki sedaj prihaja 14. februarja na ogled v vse kinodvorane. Ja, to si zelo dobro rekla, v bistvu sem res posvetila zadnje čase temu. Na prvem mestu sem pač mati in to še vedno velja, ampak je pa res tako, da sem po nekih 2 letih pa sem se kar da bi se zbudila iz nečesa, iz nekih sanj, pa tako, pa se jaz lahko še delam zraven še nekaj. Sej sem usporedno delala, ampak vseeno je bilo to tako, pač prioriteta, ne? Ja, ampak zdaj pa v bistvu je tudi Chris Maj je že malo starejši, je že tako hodil v vrtec in potem kar naenkrat sem imela tudi malo več časa in sem se lahko pa res tudi tako upela notri. Kar se tiče glasbe, moram pa tukaj povedati, da so vsi ti moji osnutki pa vse, kar sem pripravila za film, dobili pravo podobo šele, ko sem prišla do Leona Firšta, ki je v bistvu vse skupaj mi pomagal dati v ta pravo obliko za film in me tudi veliko naučil, tako da moram poudariti glede na to, da je v bistvu iz teh koncev. Ampak besedilo pa vse to pa ostalo pa vse sama? Ja, mislim, glasba, besedilo, aranžmaji so pa Leon Firšt, ja. Ampak preden si pa ti prišla do tega filma, si pa ti sodelovala v zelo poznani glasbeni skupini. Zelo glasni. Glasni ste tudi bili, ne? Zelo glasni in zelo glasni. Rockerski skupini Billis. Najbolj prepoznavna si kot njihova pevka. Za njih si tudi pisala komade in vse to. Pa tudi delala si na radiju 2 leti, če se ne motim. Ali 3, ne vem, že več, ja. A to še kaj pogrešaš? Pa v bistvu ves čas nekaj se mi zdi migam. Snemamo glase, kar se tiče voice-overjev, se pravi glasovna sporočila. Potem je bilo kar naravno, da so me povabili na radio in itak je tudi, tam so scenariji, od nekdaj pišem tudi scenarije. Tako da v bistvu je bilo to kar nek naravni razvoj. Ampak je pa tam
sicer zelo luštno delo, ampak sem začutila, da pa si želim še več, si želim še ustvarjati in več te glasbene kreative, ki sem jo tam pogrešala, tako da sem šla potem naprej. Kje pa črpaš navdih, ker mislim, eno tvojo pesem sem poiskala na YouTubu, Čarobni vrt se imenuje, iz leta 2018. Zelo globoko sporočilo ima in se mi zdi, da moraš biti kar malo poduhovljen, da razumeš to na ta način. In tudi se mi zdi, da bi to sovpadalo z vsem tem, kar še ti zraven vsega delaš, da si zelo dobrodelen človek, Anina zvezdica, pa ne vem, kaj vse sem prebrala, daj ti malo povej o tem, kaj vse se še dogaja na tem področju. Najprej hvala, da si brskala o meni, take stvari, ki še sama mogoče kar malo pozabam, ampak meni se ne zdi to, da bi bilo nekaj da sem zelo ekstra poduhovljena, v bistvu gre za to, da sem človek, ki želi biti človek in želi biti pač prijazen in pomagati ljudem, če se le da. Pa ne zato, da bi od tega česarkoli sama imela, ker je to nekako bistvo dobrodelnosti, da želiš pomagati, brez da bi pričakoval karkoli nazaj, ne. Tako da v bistvu že od nekdaj to delam in se mi zdi to čisto naravno. Kar se tiče Čarobnega vrta, je pa narejeno v času, ko sem že imela ta nekako novo podobo glasbeno uma in takrat tudi band, kar je vse skupaj nekako šlo v svojo smer, ko sem pa zvedela, sem noseča. Ampak ja, takrat je nastal album, neskončni album Duša in kot rečeno, ne gre za nekaj ful poduhovljenega v tem smislu, ampak se mi zdi, da to so neka vprašanja, ki si jih vsi sprašujemo, pač o duši, o ljubezni, ki ne umre, o pač življenje, smrt, ljubezen, rast. Tako ta razmišljanja, ki se mi zdijo popolnoma normalna in v bistvu zaželena, da se vprašaš, zakaj, kako in tako. Navdih je bil pa vsekakor moj oče, ki je preminil in mi je to naredilo eno tako veliko, kaj ne rečem, kot ne samo novo poglavje, ampak se mi zdi, da tisti, ki je to doživel, da je nekdo njemu zelo blizu pač odšel oziroma preminil, da se kar nekako spremeni svet, tako kot piše, kot sem v albumu tudi napisala in je pač popolnoma novo življenje se začelo. Čarobni vrt je pa v notranjem templju, se pravi v prispodobi nekje nek prostor, ki ga najdemo v sebi in tam tudi ljubljeno osebo in uteho. Če nisem skomplicirala. Ne, meni se zdi zelo lepo to, kar si povedala. In zaradi tega sem zato, da si ga tudi ogledamo in da si potem gledalci ustvarijo svoje mnenje in si ga razložijo mogoče na njim znan način, tako si ga lahko vsak v bistvu. Ne? Tako je. Sem pa hvaležna za tvojo razlago, me je res zanimalo, kaj je v ozadju, ker ponavadi vedno, ko pridemo do nekih globih vprašanj, se pač nekaj konkretnega zgodi v našem življenju. Nekdo, ki je konstantno, se mi zdi, v nekem svojem milnem mehurčku in ga vsi sam nosijo po rokah, težko, da pride do takih spoznanj, se mi zdi. Ja, res je. Nek premik mora biti. Ja. Dajmo si pogledati Čarobni vrt in upam, da vam bo všeč, ker meni je ful. To je bil Čaroben vrt Urške Majdič, izdan leta 2018. Od takrat do danes se je marsikaj spremenilo. Urška danes tukaj promovira film Nekaj sladkega, ki bo v kinodvoranah 14. februarja, torej za Valentinovo. Je pa tisto obdobje bilo kar precej težko za tebe, ki si ga predelala in se iz tega ogromno naučila. Malce smo midve poklepetale med videospotom. Si vseeno zbrala pogum in potem koncentrirala in odpela vse te pesmi, čeprav... Ti koncerti so bili v bistvu nekaj najlepšega pa najtežjega, ker je bilo toliko čustev udeleženih, ker je pač te pesmi so bile napisane zato, kot so se pogovarjale, v bistvu intimno, se pravi z neke notranje bolečine, ampak vseeno sem tako zastavila, da pač želim povedati ljudem, da niso sami,
da se da v bistvu soočati s to bolečino in da se da preusmeriti v nekaj lepega, tako kot v glasbo ali pa v neko tako sporočilnost. In v bistvu jaz res, tako kot sem omenila prej, največ odziva sem dobila ravno na ta album. Tako, ne glede na to, da je to moj 5. album, odkar ustvarjam, aktivno sem na sceni, je bilo največ odziva čustvenega in tako največ tako hvala za ta album, ali pa da so se povezali, ali pa da so se zjokali, ali pa da so se boljš počutili. In meni se zdi, da tudi če bi samo en pristopil do mene in mi to rekel, to je namen tega albuma bil, je bilo pa v bistvu toliko odziva, da me je presenetilo in da so se nek trenutek kar usedla in sem se začela jokati iz hvaležnosti, čeprav vem, da to zveni tako sladkobno, ampak je res. Zato, ker je to nekako bistvo ustvarjanja, se mi zdi, da daš ven, ampak tudi, da daš ven z nekim, višjim namenom. Tako da, je pa res to druga zgodba, kot potem pisanje za film, je bilo spet čisto nekaj drugega, je bilo pa neko sanjanje o nečem, tako kot je v bistvu ta I Just Know, ko smo ga že videli, je bilo v bistvu neke vrste tisto romantično fantaziranje o ljubezni, ki je še ne pozna, ampak ona ve, čuti, da bo tam, da pride. Je pa še tukaj igra besed, pač v angleščini pač reče follow your senses, kar v bistvu pomeni sledi svojim občutkom, obenem pa tudi common sense v smislu razumu. Tako da je pa tako skozi cel film ta glasbena tema te pesmi. Ko boste gledali film, boste videli, da spremlja našo glavno junakinjo in jo na nek način, kot jo hoče ohrabriti, da prepusti se, več pa ne bom povedala, tako da ne bom pokvarila občutka. Torej, v bistvu pesem, ki govori tako kot ena fotografija, ki sem jo videla, ko reče, poslušaj svoje srce, ampak vzami možgane s sabo, na ta način. Videla sem to sliko, ta je dobra. Vzemi možgane s sabo, čeprav možgani včasih bi šli svojo pod mano, hteli komandirati srce, ne, ti pa šel z mano. Zato se mi zdi večni boj v vseh nas, Zdaj, okej, eni že prepoznamo malo, drugi še ne, eni znajo že to malo preobrniti situacijo, pomiriti vse skupaj. Slej ko prej pa se mi zdi, da itak vsi pridemo do te točke, ko vidimo, kaj nam je všeč, pa kaj nam ni všeč, pa kaj je prav, pa kaj ni. Po eni strani je pa itak vse prav, Ni napačnih poti dejansko, ker so vse naše. Res, zdaj to filozofiranje mi kar všeč. Zdaj se moram malo umiriti že, ker vidim, da me že malo pelje po svojem. Tako da, če smo pri filmu, mislim, vse poti so prave, ampak je treba pa tudi vseeno malo vključiti razum. In to je zelo zanimivo pri tem filmu, kako spremljamo to junakinjo, ki se drži nekega svojega koncepta in potem v bistvu skozi film se razvija in v bistvu ugotavlja, da karkoli naredi, ne more slediti temu konceptu, ker je v bistvu neki dejavniki mečejo ven iz teh tirnic in potem končno, ko ona pride do nekih spoznanj, pa si nekaj drzne, kako jaz to, ki govorim v zagonetkah, zato da ne znam preveč. Ampak ko si nekaj drzne, se pa potem začne to odvijati v pravo smer. Tako da ta film se mi zdi, da ima tudi neka taka sporočila zelo zanimiva. V prvi vrsti pa gre za neko tako lahkotno, res luštno temo. Mi bi pa če res radi, da ljudje, ko pridejo ven iz dvorane, da so nasmejani, da so rekli, prav dobro se počutim, sem si pogledal ta film, sem si pogledala in da grejo z nekim dobrim občutkom ven. Absolutno sem jaz za happy ende, ampak tukaj ni nujno, da je. V glavnem je tako pozitiven film. Nekaj sladkega je. Jaz sem zdaj že čist v pričakovanju, že čist komaj čakam, da si bom to lahko gledala. Zato sem pa nekaj sladkega prinesla, da lažje zdržiš do filma. Hvala lepa. Je pa to zelo podobno čokoladinu, ki ga ima
glavno enakinja v filmu. Oh. Ja, in pomaga proti stresu, samo to še izdam. Okay. Le, jaz bom tako naredila, jaz bom to šparala in bom to 14. na premieri pojedla. Ah, kje? Ja. Ne šparati, no. Na premieri bojo druge sladke stvari. Ok, pa ne bo. Se tako verjetno ne bi zdržala. Urška, jaz se ti zelo zahvaljujem, da si vzela čas, da si predstavila vse to, kar si do zdaj naredila. Mislim, to je en delček tega, kaj si naredila. Samo na kratko, mogoče plani za prihodnost, te še lahko vidimo na koncertih, še bo kaj tudi v tej smeri, ali si se zdaj popolnoma predala filmski industriji? Ne vem, v bistvu pustim, da me vodi, tako kot so se pogovarjali. Vsekakor je ta film nekaj sladkega, ko mi čakam zdaj pospremiti v kine. Res, ko mi čakam, da boste ga videli vsi skupaj in upam, da boste uživali. Mislim, da boste, ker je tako zastavljen, da je fajn. In v bistvu bomo na vseh teh premierah, kakor se da po Sloveniji, pospremili, da bo res sladko doživetje za vse. Bo premiera tudi v drugih državah? Bo, ja. Najprej seveda v Sloveniji, potem pa bomo tudi po drugih državah, ker tukaj pač, kot ste že v prejšnjih oddajah pač videli, se pravi, imamo zasedbo iz Makedonije, Srbije, Hrvaške, tako da v bistvu bomo poskrbeli za premiere tudi tam, ampak jasno pa, ta glavno se pa dogaja zdaj v Sloveniji. Imamo pa tudi načrte narediti en poseben koncert, v bistvu te filmske glasbe iz filma Nekaj sladkega. O tem pa še prekmalu govoriti, se moramo še do konca zmeniti in boste seveda obveščeni in povabljeni. Super. Te lahko prosim, da če bo kaj novega, da se spet spomniš na nas in prideš in poveš, da si zapomnimo in pogledamo in podpremo to zadevo. Hvala, hvala. Pa hvala tebi. Mi si bomo zdaj pogledali trailer, midve pa se vidimo, upam, da čim prej spet z čem novim, ne? Zmenjeno. Hvala lepa. Hvala.